Dobro. En lep pozdrav v imenu različnih mladinskih organizacij, ki zastopamo mlade študente, mlade prekarce, mlade delavce, različne mlade, ki so se v teh trenutkih res znašli v enih groznih situacijah. Pripravili smo že več pozivov na ministrstva, na vlado, od njih nismo slišali nekih konkretnih odzivov oziroma nekega truda v smeri ureditve tega položaja. Zato smo se odločili, da skupaj naslovimo te težave in se tudi zbrali, da danes vam predstavimo naša stališča. Danes prisotni tukaj smo jaz, Anja Fortuna iz Mladinskega sveta Slovenije, Klemen Peran iz Študentske organizacije Slovenije, Teja Jarc iz sindikata Mladi plus in Mojca Lukan iz 8. marca. Da ne dajemo na dolgo ta začetek, bi zdaj jaz kar predala besede Klemnu, da pove naše ukrepe. Hvala, Anja. Na Študentsko organizacijo Slovenije so se v bistvu obrnili rekordno število študentov. Mi že od samega začetka te krize spremljamo študentsko problematiko. Ne želimo si, da bi ta kriza za posledico naredila to, da bi študij postal privilegij bogatih. Ne smemo pozabiti na študente, ki so prav tako kot ostali delavci izgubili velik del svojega dohodka in njim je treba pomagati. Zdaj v naslednjih trenutkih vam bomo pač vsi povedali te ukrepe, za katere smo se skupaj odločili, da so primerni in ki bi dejansko lahko pomagali študentom, mladim prekarcem in vsem tem skupinam, ki jih zastopamo. Najprej naj se zagotovi mesečno nadomestilo upravičencem do opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, se pravi študentskega dela. Ti, ki so v preteklih 12 mesecih opravili študentsko delo, in to v višini naj bo v 80% povprečnega mesečnega dohodka. Oni so utrpeli to, da velika večina ne more več delati študentskega dela, zato pač rabijo ta denar, da lahko sploh normalno živijo, si plačajo stroške, ki so zelo visoki, 500 evrov ali več na mesec. Drugi ukrep je, da naj bo dodatek, ki ga je vlada že predvidela za študente, za vse študente, ne le za redne in za študente s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ampak tudi za izredne študente, za tuje študente in za slovenske študente, ki študirajo v tujini. Tudi oni potrebujejo ta dodatek, saj marsikateri izredni študent, tuji študent ne more študirati, če nima prihodka, in zdaj trenutno ga nima. Dodatno naj se opredeli tudi dodatek za študente s posebnimi potrebami. Študenti invalidi, študenti s posebnimi potrebami so v tem obdobju še posebej v težki situaciji, imajo otežen dostop do asistence in pač zmanjšano možnost do koriščenja storitev, zato so tudi oni potrebni nekega dodatka. In pa naj se izboljša ukrepe z področja študentske prehrane. Naj se omogoči študentom, da lahko naenkrat vzamejo 2 obroka, naj se ponudnikom omogoči, da pridejo na dostavo hrane, če zdaj do tega niso imeli, in naj se na splošno zagotovi, da bodo študenti lažje dostopali do študentskih bonov, kot jih radi imenujemo. Zdaj pa predajam besedi Teji Jarc, predsednici sindikata Mladi plus. Bom jaz še prevzela in predstavila ukrepe, ki jih imamo z vidika bivanjske problematike. Država naj v tem težkem obdobju ne pozabi na to bivanjsko problematiko. S tem obdobjem se ta problematika ni ustavila, se je še bolj okrepila, povečala, tako da predlagamo, da se zagotovi pomoč mladim družinam, mladim in pa študentom, ki živijo v najemniških stanovanjih, ali naj se zamrznejo najemnine, ali pa naj država poskrbi z dodatnimi subvencijami. Prav tako naj se oprosti vse študente za plačevanje študentskih domov od marca dalje, torej od takrat, ko so bili iz teh študentov izgnani, in potem naj se tudi opredeli dodatek za vse mlade in študentske družine, ki v teh časih preživljajo še neke težje urice, ko se morajo ukvarjati tako s svojimi službami, študijem in pa z šolo in vrtcem otrok. Teja, zdaj pa res beseda tvoja.
Ja, hvala. Prav tako v bistvu pričakujemo, da bo vlada sprejela ukrepe, ki bodo mlade oprostili opravljanja vajeništva ali pa praktičnih usposabljanj ali praks, ker se moramo zavedati, da morda zaradi trenutne situacije morajo torej mladi hoditi v neke nevarna delovna okolja, zato da bi še vedno pač opravljali vse te prakse. S prejšnjim zakonom je sicer vlada priznala, da se jim šteje kot opravljeno to praktično usposabljanje, čeprav ga ne dokončajo. Ni pa zagotovila v bistvu, da bi se jim torej prekinilo to upravljanje in z vidika varstva in zdravja torej dijakov, vajencev, študentov je torej potrebno nujno sprejeti to vrstne ukrepe, zato da mladi ne bomo v času epidemije v bistvu še bolj ogrožali naše zdravje. Naslednji ukrep je torej, da se mladim torej finančno odpiše vse dolgove, torej šolnilne in druge stroške izobraževanja, naj torej fakultete, univerze in vlada prevzamejo te stroške nase, ker se zavedamo, da bodo tako študentje kot v bistvu njihove družine utrpeli upad prihodkov in kot je bilo že na začetku rečeno, ne smemo dovoliti, da bi zaradi upada prihodkov izobraževanje postalo nedostopno. Naslednji ukrep, ki ga predlagamo, je torej, da se tudi mladim zagotovi torej nek krizni dodatek za izpostavljenost, do katerega naj bodo upravičene vse delavke in delavci, ki v trenutnem času delajo v težkih razmerah. Na nas so se namreč obrnili različni mladi, predvsem študentje, ki trenutno delajo in pomagajo pri obvladovanju epidemije, ampak kljub svojemu delu, zato ker delajo največkrat preko študentskega dela, niso upravičeni do tega dodatka. Vlada je namreč opredelila, da vsi, ki delajo, bodo dobili nek dodatek na plačo, ampak to velja samo za tiste, ki so redno zaposleni. Ponovno pa pač opozarjamo, da večina mladih ni redno zaposlenih, so pa morda ravno v tem času mladi tisti, ki delajo ali v zdravstvu ali pa morda v trgovinah, so prvi tisti, ki torej sprejemajo različne ljudi, morda razkužujejo in so zaradi tega toliko bolj izpostavljeni tej epidemiji, za njih pa pač torej ni poskrbljeno. Prav tako želimo, da vlada zagotovi univerzalni mesečni dohodek za vse prekarce. Predvidela je torej ukrepe za samozaposlitev, dobili torej nek univerzalni mesečni dohodek, popolnoma je pa pozabila na druge kategorije delavk in delavcev, torej tiste, ki delajo na podlagi pogodb civilnega prava, torej morda preko avtorske ali podjemne pogodbe in za njih ni pripravila prav nobenih ukrepov. Tukaj se moramo zavedati, da so to tudi ljudje, ki se preživljajo s svojim delom, ki so zaradi epidemije prišli do tega, da so totalno izgubili svoj dohodek in vlada mora torej tudi njim omogočiti torej pridobivanje tega univerzalnega mesečnega dohodka. In prav tako se mora to določilo razširiti tudi za tiste, ki opravljajo samostojno delo, torej ki so recimo samostojni podjetniki, ampak samo v popoldanskem času. Tudi oni so skupina ljudi, ki so popolnoma spregledani. Hkrati pa še vezano na ta mesečni univerzalni dohodek opozarjamo, da so kriteriji za zaprositev tega postavljeni popolnoma v neskladju s tem, kar se dogaja v praksi. Zato predlagamo, da se spremenijo kriteriji za upravičenost do mesečnega univerzalnega dohodka na način, da bo ta pomoč v resnici dostopna. Zdaj namreč kaže v bistvu zakon, kako zelo neživljenjski je, ker predvideva, da so do tega dohodka upravičeni samo tisti, ki imajo izpad v primerjavi s februarjem leta 2020. Moramo pa se zavedati, da ravno prekarci, samozaposleni, ni nujno, da dobijo svoje dohodke vsak mesec. Glede na njihovo naravo dela, vlada, da se da torej neko daljše časovno obdobje, recimo primerjava s povprečjem leta 2013. Nerealno in neživljenjsko je torej misliti, da prekarci dobivajo redno plačilo vsak mesec in da lahko torej izpad primerjajo samo s prejšnjim mesecem. Njihovi prilivi so torej namreč različni in se morajo torej te kriteriji spremeniti. Prav tako se veliko v bistvu teh samozaposlenih danes boji prijaviti za pomoč, ker se bojijo, da bodo potem mogoče konec leta mogli vračati te prihodke, če bi recimo konec leta dejansko si lahko pomogli in začeli dobivati neke prihodke. Recimo mi smo naredili izračun in lahko bi se recimo zgodilo, da nek samozaposlen bi mogel vrniti vseh 1750 evrov pomoči, ki bi je dobil zdaj, ker bi recimo v drugi polovici leta
zaslužil več, če bi torej v primerjavi z leto 2019 zaslužil 400 evrov na mesec, v letu 2020 pa bi recimo zaslužil 501 evrov na mesec, bi torej taka oseba že mogla vračati. To seveda tudi, če bi ta oseba zaslužila 501 evrov na mesec, to ne pomeni, da mu ta dohodek predstavlja neko dostojno življenje in moramo se zavedati, da je že skoraj vsak četrti samozaposlen živi pod pragom revščine. Tukaj se te kriteriji morajo spremeniti na način, da bodo dostopni in da bodo torej bolj pravični. Zdaj pa predajamo v bistvu besedo Inštitutu 8. marec. Mojca. V Inštitutu 8. marec opozarjamo na različne ranljive skupine in ob tem vedno poudarjamo, da za najranljivejše ne bo pomagalo samo enkratno nakazilo, ampak je treba te stvari reševati sistemsko. Glih zaradi tega, kar je Teja tudi povedala, stanje prekarnih delavcev in delavcev je bilo že pred krizo zelo slabo, vsak četrti je bil pred pragom revščine. Glede trenutne situacije pa dodajamo dva predloga in sicer prvi se nanaša na to, da so iz kroga prejemnikov in prejemnic pomoči izključene mame in očetje, ki so sprejeli možnost uveljavljanja dela s polovičnim delovnim časom do dopolnjenega 3. leta starosti prvega otroka in do dopolnjenega 6. leta drugega otroka. Država je take zaposlitve spodbujala in sicer s plačilom polovice prispevkov za socialno varnost, drugo polovico pa so starši plačevali sami. Ker so to možnost takrat izkoristili in zdaj ne pripada nobena pomoč. Zakaj? Zakon pravi, da so do pomoči upravičeni zgolj tisti samozaposleni oziroma samozaposlene zavarovani po 15. členu SPIZ-a, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje, kot po kakšni drugi zavarovalni podlagi. Ker pa so te mame in očetje delno v obvezno zavarovanje vključeni tudi na podlagi drugega odstavka 19. člena SPIZ-a, jih torej ta zakon iz sprejemanja pomoči izključuje. Kljub izgubi dohodka te samozaposlene mame in očetje ne bodo upravičeni ne do oprostila plačila prispevkov, ne do temeljnega dohodka, s katerim bi lahko preživeli. Prav tako pa pomoč zaradi istega razloga različnih zavarovalnih podlag v zadovoljivi ravni ne dosega posameznikov in posameznic, ki so delno zaposleni in delno samozaposleni. Prav tako pa so iz pomoči, ki sicer po zakonu pripada upokojencem, izključeni delno invalidsko upokojeni in pa delno zaposleni posamezniki in posameznike. Kot zadnjo pa izpostavljamo zahtevo po nadomestilu za brezplačen oziroma subvencioniran šolski obrok. Za veliko število osnovnošolcev in dijakov sta namreč brezplačna oziroma subvencionirana malica ali kosilo ključna za to, da niso lačni. S tem, ko so se zaprle šole, teh subvencioniranih obrokov ne prejemajo več, kar pomeni dodatne stroške za že tako zelo revna gospodinjstva. Tem družinam bi mogla država zagotoviti dodatna sredstva v vrednosti subvencije za šolsko malico ali kosilo, ki jo sicer prejemajo. V imenu vseh organizacij, ki smo danes prisotne, pozivamo vlado, da omenjene ukrepe umesti v zakonodajo, ki se trenutno pripravlja, prav tako, da vzpostavi z nami dialog in ostalimi organizacijami civilne družbe, ker se trudimo najti rešitve, ki bi olajšale položaj najbolj ranljivih skupin. Vsi si namreč zaslužijo dostojno življenje. Ja, hvala vsem. Zdaj pa, če imate vi še kakšno vprašanje za nas, lahko preko Q&A-ja postavite vprašanje ali pa virtualno dvignete roko, pa vam bom dala besedo. Teja, tebe ne slišimo. Kaj pa zdaj? Zdaj te pa slišimo, ja. Okej, hvala. Ja, mogoče vmes samo, da pač še povemo, da bomo vse te zadeve, vse ukrepe, ki jih zdajle predstavljamo, tudi poslali, tako v bistvu vladi kot različnim ministrstvom in pa tudi seveda vam novinarjem, da boste imeli tudi spisane zadeve. Tako da na iste naslove, ko smo vam poslali sklic za novinarsko konferenco, boste dobili tudi spisane ukrepe. Tako. Ja, če vprašanj ni,